Danes v Pomurskem dnevniku. Peš po svetu s psičko. Vpis v vrtec Laura. Mednarodni dan žena. Vse slovensko petje. Vreme. Jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Oliver Tič iz Slovenskih konic, ki ga prijatelji poznajo tudi pod psevdonimom Oli Walker, se odpravlja na novo potovanje. Potem, ko je osvojil ZDA od vzhodne do zahodne obale in si podredil območje od južne Argentine do vrha Aljaske, zdaj načrtuje še drznejšo in daljšo pot. Najbolj zanimivo pri tem pa je, da se na pot vedno poda peš. In to ne sam. Na novo potovanje se bo Oli spet podal svojo psičko Carlitos, ki jo je posvojil v Peruju. Na naslednjo pot se bosta podala prihodnje leto, 14. aprila, in kot je sam povedal, bo nova pot še zahtevnejša. Vsi ljudje pa tako delamo, da gremo na neko večjo stvar, zdaj da bi šel na nekaj manjšega, mi ne zdi pravilno, oziroma ni neke poante. Teda sem se odločil, da zdaj še prehodim preostale 4 kontinente. In sicer grem peš okoli sveta, če se lahko tako izrazim. Pot bo začel iz domačega kraja in prva postaja je Biograd na moru, kjer bo s prijatelji preživel sproščen prvomajski vikend, nato pa peš do Indije. Potem je pot vodi preko Vietnama, Laosa, Kambodže, vse do Singapurja. Potem se prestavim na naslednji kontinent, Avstralija, v Sydney prehodim Avstralijo. Sledi pot po južni obali Avstralije do Perta, kjer bo z letalom preletel Indijski ocean in se nato podal na pot od juga do severa afriškega kontinenta oziroma bolj točno do Egipta. In če je kdo na tem mestu mislil, da bo od tam poletel domov, je mislil narobe. Vzamem let do Portugalske, Lizbone in potem od tam domov. Čisto enostaven, malo daljši sprehod. Najbolj bistveno je, da ima človek nek cilj v glavi in se podredi temu in treba je pač marsikdaj kaj riskirati pa se žrtvovati za nek cilj v prihodnosti. Tako da verjamem, da lahko marsikomu uspe in 18% je v glavi, 20% je pa pol v telesu ali pa v mojem primeru v nogah. Odšel bo torej peš iz Slovenskih konic in se tudi peš vrnil v domače mesto. Glede na to, da je s prejšnjega potovanja pripeljal domov psičko, si za prihajajočega pušča odprte možnosti glede živali. Zdaj bomo pa videli antilopa, lev, bomo videli, kaj se bo našlo na poti, verjetno bo kar nekaj živali, predvsem v Avstraliji pa Afriki. Dodal je še, da ko se bosta vrnila z naslednjega potovanja, bo Carlitos verjetno postala pes, ki je prehodil največ držav na svetu, ni pa dolgo zdržal doma. Hitro po vrnitvi iz Aljaske je začel načrtovati. Ko sem prišel domov, ko me kdo vprašal, kam grem, se rekel nikamor, potem po 3 mesecih biti doma, ko sem bil 3 mesece doma, sem videl, da to je enostavno način življenja, pot, da sem na poti, da hodim, da ne vem, rajši jem vsak dan špagete, pa sem na poti, kot pa da sem doma, pa sedim za polno mizo, pa z nekim praznim življenjem. Na mestu pa je tudi vprašanje varnosti, tako z vidika kriminala, kot z vidika divjih živali. Dosedanje izkušnje, ko sem prepotoval tudi El Salvador, Honduras, ne vem, Nikaragvo, ko velja za ena izmed najbolj nevarnih držav, jaz sem doživel najlepše stvari tam, tako da ne bom rekel, da me ni strah. Tudi medveda, ko sem videl prvič, me je bilo zelo strah, pa ko sem videl 15, če je že bilo lažje. Načrtuje, da bo porabil okoli 10 evrov na dan, sam si bo kuhal hrano, spal bo v šotoru, pri hoji pa ob sebi poriva voziček. Dodal je še, da bi doma porabil veliko več denarja za življenje, išče pa sponzorje in donatorje, tako da če želite pomagati, ga lahko kontaktirate preko družbenih omrežij. Vrtec je gotovo pomemben mejnik. V teh dneh pa intenzivno potekajo vpisi v vrtce za prihodnje šolsko leto. Z nami v studiu je direktor vrtca Laura, gospod Mitja Perš. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in gledalcem televizije Ideja. Bi za začetek predstavili vrtec Laura, koliko enot je, katere skupine? Torej, na začetku, če povem, vrtec Laura deluje v Murski Soboti že dobrih 30 let, kot tudi v Tišini dobrih 14 let. Posebnost vrtca Laura so tudi kombinirane skupine. Otrok, bom rekel, torej otroci od 1. do 6. leta nekako so skupaj v skupinah. In tudi bratci in sestrice oziroma sorodniki, prijatelji in ostali znanci in nekako so skupaj v skupinah, kar da neko posebnost in čar sami skupini. Potem je tudi recimo zelo zanimivo tako otroke pač gledati, recimo ko se sprehajam med sami igralnicami in gledam otroke, ko se igrajo, torej kako starejši nekako imajo ta čut
do mlajših, kako jim pomaga, recimo pri obuvanju, pri oblačenju, pri igranju, in to da nek poseben čar tega vrtca. Poleg tega vrtec je katoliški vrtec s koncesijo, torej to pomeni, da smo nekako bolj usmerjeni v katoliško, torej v vrednote. Te naše vrednote so recimo vera, potem tudi prijaznost, dobrota, sprejemljivost, torej da vsak za nekoga skrbi, da smo iskreni in tako naprej. Torej, da res nekako probamo v tem vrtcu torej ustvariti vzdušje, ki je primerno in po potrebi vsakega otroka. S tem si prizadevamo tudi vzgojitelji in vsi ostali kader, tako da v vrtcu probamo neko vzdušje ustvariti primerno otrokom in da se otrok dobro počuti v tem. Ob tem tudi uvajamo po zadnjih, torej najnovejše metode po gibanja, torej gibalno učenje po metodah dr. Rajka Rajnoviča, in s tem uvajamo torej čim več gibanja, čim več prebivanja na prostem v času, ki je na razpolago, in otroke čim bolj nekako motivirati, da se giblje. S tem tudi usvaja, torej se jim krepijo možganske povezave, torej sinapse v možganih, in otroki so nekako bolj zadovoljni, bolj zdravi, bolj veseli in tako tudi sprejemamo. Zato bi rad poudaril, da torej v našem vrtcu ni poudarek na tistem, res, torej, da morajo sodelovati v nekih, ne vem, kakih projektih, v nekih, torej, da jih pač bi silili, da morajo nekako risati, ne vem kaj vse početi, ampak je tisto prvo primarno resno, da otrok začuti, da je sprejet, da se igra, da je vrtec namenjen za temu, da preživlja prosti čas s prijatelji in da se počuti dobro v vrtcu. Torej, da ko vidimo, da starši otroka, ko pripelje zjutraj, da res otrok gre z veseljem v igralnice, da se zabava in da preživlja ta čas nekako sproščeno z svojimi vrstniki in v samem vrtcu. Poleg tega bi mogoče še omenil, torej, da tudi vzgojiteljice pripravljajo dosti različnih programov, različnih dramskih uprizoritev za sam vrtec, tako za Mursko Soboto kot tudi enoto Tišina. Zadnjič ravno smo imeli eno predstavitev, torej Zvezdni tolarji, ki je bila ne sama po sebi, tudi sporočilo je bilo, torej posebno, da nas Bog ima vse rad, ampak tudi, da je bilo torej senčno gledališče. Torej prvič so poskušali nekaj novega, da so z otroci ustvarili senčno gledališče in otroci so bili navdušeni, so sprejeli to novost, je bilo nekaj novega, tudi sami so se potem poskušali nekako v tem gledališču kot animatorji in zadeva je bila res nekaj posebnega. Poleg tega smo letos tudi pristopili k projektu Sobivanje, kjer smo v začetku februarja oziroma celotni februar zbirali oblačila, ki so otrokom premajhne oziroma jih ne potrebujejo, in smo jih namenili torej izmenjavi. Torej starši nekako med sabo oziroma če kdo potrebuje kako drugo oblačilo, so si jih pač starši v vrtcu izmenjali. Zdaj, ostale stvari bodo tekle nekako po programu za vrtce, bi pa torej pač ob koncu povabil mogoče starše, torej, ki ne vejo oziroma ki bi želeli vpisati otroke v vrtec. Torej, več informacij lahko dobijo na sami spletni strani vrtca, torej 3x2vrtec-laura.si ali na telefonu 0253 oziroma se sami osebno oglasijo v vrtcu in bodo dobili več informacij. Naj pomenim ob tem, torej, da vpis ni nekaj pač posebnega. Na spletnem mestu lahko najdejo vpisnico, jo izpolnijo, prinesejo v vrtec oziroma jo po elektronski pošti pošljejo. Če bi kakšne dodatne informacije oziroma radi izvedeli tudi kaj glede samega delovanja vrtca, smo na razpolago in na telefon in na maile, tako da kar lahko pridejo, povprašajo in dobijo te dodatne informacije, ki jih zanimajo. Zdaj ti uradni vpisi potekajo v teh dneh, se pravi, pričeli so se nekako, če nekje potegneva črta v tem tednu, pa do kdaj, recimo, toliko okvirno? Torej, mi smo začeli z vpisom v naslednje šolsko leto, torej 23-24, z začetkom marca. S tem datumom smo tudi malo bolj aktivno začeli torej, vabiti starše k vpisu, k zbiranju informacij, k osveščanju in obveščanju. Zato jih tudi vabimo, da v tem času, torej med začetkom marca pa do 10. aprila, torej se najavijo, če jih zanima. Seveda najavijo pri nas v vrtcu, torej ponujamo staršem tudi o predhodni najavi možen individualen ogled vrtca,
jim razkažemo vrtec, jim povemo še kakšne informacije, ki jih zanimajo, podrobnosti in vse ostalo. Torej, lahko vrtec spoznajo v prvi roki. Mi smo se pač nekako tega poslužili z namenom, da res individualno pristopimo do vsake družine, do vsakega starša in nismo v tem namenu nekako delali dneve odprtih vrat. Torej, za vse vrtce, ampak prav z namenom, torej, da starše, ki zanima, se jim posvetimo, jim razložimo, jim pokažemo, kaj jim ponujamo in tako jih vabimo tudi k vpisu vrtec. Bi morda želeli izpostaviti kakšno posebnost je potrebno, da starši kaj vedo, recimo zdaj v tem času? Torej, če bodo šli kar na spletno stran vrtca Laura, bodo tam dobili vse informacije, ki jih potrebujejo. Kot sem pa že omenil, če bi kakšna dodatna informacija, sem pa na voljo tudi na mail oziroma na telefon ali pa osebno, da se oglasi pri nas. Tako, morda še kakšna posebnost vašega vrtca? Bom rekel, torej, naš vrtec Laura je katoliški vrtec s koncesijo, to pomeni, da imamo tudi vse ostale stvari, torej od cene do programa in vse podobno oziroma isto kot ostali vrtci javni. Zato bi pač povedal, da tudi cena, torej ta cena je ista kot v javnih vrtcih, da ne bodo starši imeli neko predsotek ali pa pač, da bi kaj dražji bili, torej cena je ista. Je pa res, da neke dodatne obogatitvene dejavnosti, ki jih ponujamo, so malo bolj vezane na vrednote, na praznovanje krščanskih praznikov in ostale stvari, ki se mi pa zdi, da v današnjem času imajo še posebno težo, sploh ko je nekako zmedo oziroma kao zvedo okrog nas. Bi dodali še kaj? Ja, povabim res starše, da če jih zanima, se oglase pri nas v vrtcu, vljudno vabljeni. Do 10. aprila sprejemamo prijave Vrtec Laura. V primeru prostih mest pa je možna prijava v vrtec skozi vse leto, tako da vljudno vabljeni, pridite, oglasite se in vam bomo sporočili oziroma obvestili še dodatne kakšne informacije. Tako. Gospod Pereš, hvala lepa za obisk in za predstavitev. Tudi vam najlepša hvala. Danes je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujejo v približno 100 državah. Na ta dan se vsako leto tudi pri nas proslavi vse ženske. V osnovi pa dan pomeni izpostavitev politične, ekonomske in socialne enakopravnosti žensk ter počastitev njihovih dosežkov. Dan vseh žena obeležujemo vsako leto 8. marca. Prvi koraki za njegov nastanek pa segajo vse tja v 19. stoletje. Takrat se je začela pisati zgodovina praznika, ki se je sprva praznoval 19. marca. Današnji datum je določila demonstracija v Petrogradu, ki je bila protest proti vojni. Pogumne ženske so 23. februarja 1917 stopile na ulice in se na nek način uprle vladavini carja Nikolaja II. 23. februar v julijanskem koledarju je pravzaprav 8. marec v gregorijanskem in od tod tudi umestitev praznika v časovni termin, ki se ohranijo do današnjih dni. Organizacija Združenih narodov je leta 1975, 8. marec, razglasila za mednarodni dan žena. Na ta dan pa se po vsem svetu opozarja na izzive, s katerimi se ženske soočajo tudi dan danes. In še kot zanimivost, barve mednarodnega dneva žena so vijolična, zelena in bela. Simbolizirajo pa pravičnost, dostojanstvo, upanje in čistost. V mnogih državah je dan žena državni praznik. Tako med drugim v Črni Gori, Rusiji, Ukrajini, Vietnamu, Laosu, Kambodži, Gruziji in na Kubi. Ta dan je gotovo pomemben smerokaz, obenem pa nagovarja, da si je za spoštovanje ter enakopravnost na vseh nivojih potrebno prizadevati vsak dan. Tokrat smo gostili Matejo Brečko, ki nam je predstavila projekt, ki sega tudi izven meja Slovenije. In sicer vseslovensko petje srci. Odkot ideja za ta zanimiv dogodek? Zakaj ohranjati tradicijo? Kako zreducirati stres? Vse to in še kaj v današnji oddaji aktualno. Poglejmo si izsek iz pogovora. Glejte, globalizacija pritiska vseh strani in če ne bomo res začeli bolj skrbeti za to, da ohranimo, že preveč se v šolah uporablja angleški jezik in mi moramo skrbeti za to, da se naša beseda tudi ohranja in da se ne meče kar tako v koš, kajti mogoče zgodovina govori tudi malo drugače, da je tudi naš jezik prvobiten jezik, poseben jezik in še pred
izbrskala sem v nekih iz 18. stoletja zapisih, da je slovenščina eden izmed najlepših jezikov za prepevanje. In skratka, treba je samo zavestiti. In ko bomo mi začeli to bolj ceniti, verjemite, ker tudi tisti narodi, ki se cenijo, tudi lepše živijo. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta. Danes smo imeli pretežno oblačen dan in 10 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 11, medtem ko je bilo v Lendavi, Radencih in Murski Soboti 10 stopinj. Jutri bo na zahodu več oblačnosti. Dopoldne bo v hribovitem svetu še nekaj dežja. Drugod bo sprva delno jasno s kakšno ploho, popoldne pa bo po večini sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo popoldne slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah malo nad ničlo, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru bodo okoli 8, dnevne do 19 stopinj. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe. V soboto bo večinoma oblačno, v notranjosti Slovenije pa bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 3, v nedeljo pa naj bi se spustile do -4, čez dan od 9 do 18 stopinj Celzija. Toliko za danes, seveda pa še iskrene čestitke vsem ženskam. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.